Še enkrat en lep dober dan vsem skupaj. Lahko si predstavljate, da sem tukaj od spodaj, imam tako ogromne škorne in nikakor niso prav, nam so oddalje in so res mi preveliki, kljub moji 100-letni praksi. Zaradi bolezni je danes ni in vas vse prav lepo pozdravlja, si lahko predstavljate, kako bi vas pozdravila, če bi bila tukaj. Ampak mi bomo probali to predstavitev priročnika speljati tako, da boste vsi zadovoljni. Imam tukaj potem še dve kolegice, ki boste me dopolnile. In v skladu z naslovom tega priročnika, ki je letos skupaj, imamo tukaj še posebno gostjo. To je predsednica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, ki vas bo zdaj pozdravila še prav posebej, prosim. Lepo pozdravljeni. Jaz mislim, da sem dovolj slišna tudi brez mikrofona. In ja, manjka nam Darja, manjka nam njen pozdrav, njen objem, njen nasmeh in njene izbrane besede na tej skupni poti v zadnji fazi, če tako rečem. In Darja je bila tudi tista, ki je svojo ekipo povabila in nekako utrla pot k skupnemu sodelovanju. Kot veste, smo letos pobirali hruške skupaj v zaključni fazi, torej Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, torej vsi knjižničarji in pa ekipa Pionirske smo na koncu prišli do te poti, da smo med temi 96 hruškami, zlatimi hruškami, izbrali 4, ki posebej sijejo. In ja, se veste, svet premikajo ne virusi, ampak branje. Če boste prebrali ta priročnik, vam bo danes že razkrita skrivnost, ki jo bomo pa širši javnosti predstavili 13. novembra na Mednarodni dan prijaznosti. Ker če pa kaj premoremo pri branju, knjižničarji in knjižničarke pa premoremo dobro dozo prijaznosti. In to je tisto sporočilo, ki ga skupaj želimo predati tudi ob tem letošnjem naboru zlatih hrušk, da tisto, kar premika in premakne, so odnosi. In v vseh tih zlatih hruškah bijajo prav naši odnosi. In vem, da so nam kolegi danes pripravili zanimivo sredo in hvaležni smo, da je lahko tudi v živo in ne po Zoomu. Torej, naj vam bo lepo. Najlepša hvala, tudi za pomoč, da malo bolj steče. Zdaj pa k priročniku. Naslov priročnika je skupaj iz mnogih razlogov. Večina vas priročnik že pozna, vsaj to osnovno shemo priročnika, pa vseeno bom na hitro tako da še malo več povem, kot bi sicer samo o številkah povedal. Več ko poveden je letos naslov in tudi naslovnica, ki smo si jo sposodili od čebel. Ponavadi razumemo čebele bolj kot pridnost, kot simbol pridnosti in že, če se spomnite, že kot šolari smo dobivali čebelice za pridnost. Ampak v tej simboliki se skriva precej več kot samo pridnost. Mislim, da je tukaj sodelovanje tisto glavno, kar pridnosti sploh pomaga, da pride do nekih rezultatov. In v naravi je tega sodelovanja ogromno. Da ne rečem, da je pridnost teh drobnih živalic se pozna potem v bistvu na celem sistemu, celega planeta Zemlje, ker je vse med sabo tako zelo povezano.
In to smo hoteli tudi s tem naslovom povedati, da je ne le neka akcija, neke ustanove, kot je Pionirska ali pa knjižnice, ali pa nekega posameznika, ampak da je sodelovanje vseh v tej verigi, od avtorja do knjižnic, tisto, kar potem na koncu prinese res rezultat, ki si ga želimo, in to je imeti, ne, ponovati, nekaj dobrega. Ta mreža sodelovanja se vidi tudi iz razporeditve našega priročnika. V prvem delu so navadno članki, ki jih prispevajo ljubitelji, navdušenci, strokovnjaki za knjige ali pa za branje. V drugem delu so potem konkretni seznami od tega glavnega, ki je namenjen predstavitvi novosti oziroma na novo preverjenih knjig, se pravi tisti, ki so vsaj dobre, zelo dobre ali pa odlične. Pa potem vsa kazala, ki so izpeljana iz tega, teh je kazali mnogo, in nazadnje še seznam vseh knjig, ki so vrednotene. To tudi v spodnjem delu tega, to se najbrž malo slabo biti, verjetno boljš, v spodnjem delu predstavitve so preslikave iz priročnika, zato je veliko napisanega gor in ni namenjeno temu, da bi prav zdaj brali, ker to boste lahko brali vsak v svojem priročniku, ampak bolj za vtis, za tisto občutek, pa za sistem, ki je tukaj zgrajen. Namreč priročnik že leta in leta zgrajuje nek sistem, s katerim bi varno peljal vrednotenje knjig iz leta v leto. Da ni to prepuščeno nekemu naključju, neki dobri volji posameznega leta ali pa posamezne ekipe, ampak da se lahko vsak, ki pri tem sodeluje, ali pa vsak, ki potem to prebira, ki to uporablja, lahko nasloni na nekaj, kar reče, aha, to je sorazmerno verodostojen podatek, ker se opira na nek sistem, ki je zgrajen, ki ima v ozadju nek premislek, nek razvoj, neko gradnjo. To bi radi, recimo tudi s to predstavitvijo vsebine, ki je takole grafično urejena, povedali v celoti. Se pravi, vse skupaj je zgrajeno z nekim zelo tehtnim premislikom in z dolgoletnim popravljanjem in izboljševanjem. Če gremo še naprej, na hitro, sodelovanje v tem sistemu pokaže tudi taka drobnarija, kot je stran z legendami, kjer vsako leto skušamo predstaviti vse nagrade in priznanja, ki obstajajo na Slovenskem za mladinsko knjigo. S temi znakci so potem tudi opremljene knjige znotraj seznama. Tako da to tudi ni zanemarljivo v smislu sodelovanja skupaj. Pa za tiste, ki mogoče prvič ali pa niste tako doma še s priročnikom, na hitro, kako je tehnika branja, kako je tehnika ureditve narejena, da se lahko na eni strani praktično vidi vse, kar je o tisti knjigi zapovedati. V zgornji prvi vrstici imate napisano skupino, v kateri tako je ves seznam tudi zgrajen po teh skupinah. Na levi strani
so avtorji, značnice, ki so navedene na tej strani in na desni potem tudi zaporedne številke teh knjig, ki spremljajo potem vse sezname, vsa kazala, da lahko najdete potem kje, recimo pri geslu ali pa pri čem drugem. Knjiga je opremljena potem tudi, mislim, ta podatek o knjigi z piktogrami oziroma sličicami, ki povejo žanr, če je opredeljen pri posamezni knjigi in seveda tudi vse nagrade, priznanja, ki jih je knjiga dobila. Tudi te spodnje vrstice na desni strani pod anotacijo, kadar anotacijo imajo zdaj zaenkrat samo oblične knjige, spodnja vrstica je tudi urejena po nekem sistemu. Prva vrstica vam pove, komu je, za koga je pretežno knjiga, komu je namenjena, se pravi neka starostna stopnja oziroma težavnostna stopnja, in pa morebitna nevsebinska gesla, kadar je knjiga ima nek, pa seveda na koncu tudi ocena te knjige. Spodnja vrstica pod tem je pa namenjena vsebinskim geslom. Ta vsebinska gesla se nam zdijo ena najpomembnejših stvari pri vrednotenju. Čeprav verjetno v praksi dostikrat doživite, da iščete knjigo na določeno geslo, pa je ne najdete, pa veste, da obstaja, mogoče se celo spomnite knjigo, ki natančno temu ustreza, ampak z geslenjem je tako, da tako kot vsako branje je precej subjektivna stvar tistega trenutka, ko mora nekdo ta gesla napisati, urejati in se včasih tudi kakšno stvar zdržimo ali pa jo razumemo drugače kot kakšen drug bralec. Tako da, če pridejo kdaj kakšne zelo tehtne pobude od vas iz prakse, da kakšni knjigi pa nujno rabi kakšno geslo, ne bo nič narobe, če nas boste na to opozorili. Tako so urejene leposlovne, poučne so podobno, s to razliko, da na levi strani prve vrstice, zgornje vrstice, niso napisane značnice, ampak skupina, v katero ta knjiga, se pravi strokovno skupino, kamor ta knjiga spada. Drugače, drugo je pa vse enako. Potem je tle še en izsek izkazal. Če se spomnite na tistem prvem diapozitivu, kjer smo kazali kazalo, je bilo teh omenjenih kazal kar veliko. Ne? Če pogledate v priročnik, boste videli, da je kar 16, mislim, da nekaj takega teh kazal. No, eno od zadnjih je, ta zadnjo je predmetno kazalo, ravno teh gesel, drugače pa noter najdete od založb, zbirk, pripadnost neke književnosti, avtorje, prevajalce, urednike, vse najdete v teh kazalih. No in zdaj se pa vrnem nekako bolj na svoje področje teh številk, ki jih je kar nekaj v priročniku, navadno pod rubriko statistike, nekega statističnega pregleda, letne produkcije. Teh številk je ogromno in so mogoče v podrobnosti zanimive samo za tiste, ki potrebuje neko številko ali pa nek podatek. V grobem vam jih tukaj predstavljam malo zato, da veste, da to noter v priročniku je, malo pa zato, da dobite vtis, iz česa vsega nastane potem tisti zbor 700 ali več knjig, ki jih ocenjujemo, ki jih zberemo, ker v resnici izide vsako leto precej več knjig. Če ste tukaj, recimo v prvi koloni, čisto od spodaj je podatek, da je to tisto, kar ocenjujemo, malo več kot polovica vse produkcije.
Vse ostalo je prerazporejeno kje drugje. Ali so to učbeniki, ali neke izdaje v vlogi šolstva, izobraževanja, ali pa so to izdaje, ki nimajo prav namena biti neka literatura, ampak je bolj namenjeno tej potrošnji. Se pravi, ponavadi so te knjige tudi brez avtorjev, navedenih avtorjev, čeprav zgodbo dobro poznamo iz so kakšne priredbe, pravljice ali pa nečesa, kar tako na hitro pač za trg narejeno. Če bi šli v Cobiss, tisti, ki ste vešči iskanja v Cobissu, bi skoraj vsak teden za isti pogoj iskanja našel kakšen drug podatek. Namreč Cobiss je živa stvar, ta katalog, in se stalno spreminja. Ali se knjige popravljajo, ali se odpisujejo. Vedno je nek razlog, zakaj naslednji mesec, za mesec zagotovo, včasih pa tudi naslednji teden, končna številka za isti pogoj iskanja ni vedno enaka. To govorim za katalog, ki kaže za vse knjižnice. Pri posamezni knjižnici se to manj spreminja, vse pa tudi. Druga stvar je tudi to, da potem vsaka knjižnica ima tudi nek svoj pogled na to, kam knjigo uvrsti. Celo včasih se zgodi, da vse knjižnice ne postavijo knjige na isti oddelek, se pravi odraslo ali pa mladino in tako naprej. Mnogo razlogov je, da so ti podatki sorazmerno natančni, sorazmerno pomeni času, kraju in vremenskim prilikam podvrženi. Ampak ne gre za to, ne, ker tako kot v knjižničarstvu sploh ne gre za nek natančne številke ali pa natančen red, ampak za dogovor. Ne. Za tisto, kar se dogovorimo, da približno to je, in potem, če se ta dogovor dolgo časa spremlja, slika postane vedno bolj jasna, vedno bolj točna. Se pravi, tudi če kakšno leto so kakšne stvari niso uvrščene čisto v pravo skupino, pa se drugo leto pripravljajo karkoli, ampak spremljanje vsega tega dogajanja več let pa nam pokaže nekaj, kar je verjetno dosti verjetno verodostojen podatek o neki produkciji. Ne? In recimo razmerje med tem, kaj spada med to skupino izobraževanja ali pa skupino prostočasnega branja, se približno vsako leto ponavlja in je že nekako lahko verjamemo, da ta odstotek kar drži. Ali pa recimo skupina teh potrošnih izdaj. To se potem kar z leti postane nek tak bolj verodostojen podatek. Samo ga je pa treba spremljati skozi, drugače potem ni več. Potem bi postal slučaj, ne, če bi samo kakšno leto to počeli. Tako da dobite vtis, da je za vsem tem, kar pri izboru za vrednotenje v zadnji stoji tudi nek sistem, ki skuša biti dosti konsistenten, dosti verodostojen in pravičen do vsega. Drugače imate pa noter tudi zanimivosti, koliko strani obsegajo, pa koliko izdaj in vse take stvari. Ena stalna tabela, ki spremlja zdaj že precej let, je en tak hiter pregled razporeditve knjig, ki jih vrednotimo. Se pravi, do vsega tistega 1600, 1500, kakorkoli že, potem mi izberemo tam okrog 700-800 v povprečju zdaj v 10 letih knjig, ki jih potem pa vrednotimo, jih ocenimo. Na letos je to 778 knjig. Vidite, kakšno razmerje je med novostmi in ponatisi.
vidite tudi, kakšno razmerje je med slovenskimi pa tujimi, slovenskimi izvirnimi besedili pa tujimi, ki se več ali manj kar vsako leto je približno podobno razmerje. Se pa vsako leto veča število dobrih oziroma odličnih, kar je pa tudi fajn. Se kar pozna neka organizirana skrb za dobro knjigo za otroke. Kolegica me je opozorila, da bi bilo te številke fajn spraviti v odstotke, v deleže, da bi mogoče bolj videli, v čem so razlike. No, in kaj sem prav to tabelo spremenil v deleže, tako da približno vidite, da je 60-40 je letos razmerje med izvirno slovenskimi in prevedenimi, v korist seveda prevedenih, kar je že kar precej let. Tako je pa letos recimo novosti precej odličnih, jih je, mislim, da so 4, nekaj več kot lansko leto, za 4 za odstotek in pol nekaj takega. To se vsako leto veča, medtem ko se vsako leto manjša odstotek zelo slabih, kar je fajn. Tam na sredi pa približno ostaja enako. To je tudi samo ilustrativno, tako da veste, da ena od tabel vam pokaže tudi, odkot vse prihajajo knjige, z katerih okolij, z katerih kulturnih koncev prihajajo k nam v prevodih. Seveda pa niso zares vse prevedene iz teh okolij, ampak mnogo, precej manj imate potem jezikov, iz katerih se prevaja. Večinoma, to se vsako leto veča, ta trend je, večinoma se prevaja iz angleščine. Potem še ena taka zanimivost, recimo v tabelah boste lahko pogledali, kakšna je povprečna ocena teh knjig, ki jih vrednotimo. Moram reči, da se povprečna ocena malo viša zadnja leta, žal ne za slovenske izvirne knjige, to je včasih malo manj, se pa precej povečuje kvaliteta poučnih knjig slovenskih, izvirnih slovenskih knjig, kar je pa fajn. Tale še ena taka prikaz teh povprečnih ocen pri vrednotenju za vse, pa posebej za slovenske, leposlovne pa stroke, pa še posebej za prevedene. Tukaj vidite, da se tej stroka pri slovenskih je kar lepo ocenjena. No, letos smo dodali še eno zanimivost, ki je do zdaj ni bilo v priročnik, pa se tudi poslej ne bo. Vsako leto najdemo še kakšen drug odsvirk ali pa drug poudarek, ki se ga da prikazati. To je, kako so gradili to produkcijo avtorice pa avtorji. Se pravi, je tukaj en tak prikaz razlik med avtoricami in avtorji. Ko boste pregledovali te tabele, ker jih je več, boste opazili, da so povsod pravzaprav prednjačijo avtorice. Jaz komentiram to tako, da je vseeno deluje ta materinski nagon, materinska dolžnost, karkoli že, po vzgoji, po učenju, po tem, da otroke
pripeljajo ne samo telesno, ampak tudi duhovno, da jih poskrbijo za njih. In je zaradi tega je tudi več avtoric, precej več kot avtorjev. In tudi, ko gledamo, katere skupine, v katerih skupinah so prisotne avtorice in kako, vidimo, da so povsod, v vseh skupinah prisotne zelo močno, pri nekaterih celo zelo, recimo kot je poučna knjiga, razen pri stripu, tam se dajo pa moški avtori duška, mogoče smo tudi po naravi malo bolj, nismo toliko na zemlji, malo privzdignjeni in se potem radi poigravamo z virtuoznostmi stripa. Tukaj. Čeprav imamo tudi zelo močne avtorice v stripu. Ampak to pač številke naredijo tako zanimivost, ki lahko iz nje kaj potegnemo ali pa tudi ne. Ena od tabel nam lahko pokaže posledice vsega tega delovanja skupaj, kot sem na začetku skušal nekako podčrtati. Da pri priročniku, pri vsem tem delu, pri vrednotenju šteje močno sodelovanje vseh, od avtorjev do nas knjižničarjev. No in ena od tabel pokaže, kako so rasle te zlate hruške, ki so posledica vrednotenja, zdaj že kar uveljavljene, kako se vsako leto delež zlatih hrušk veča. Spodaj po to tabelo je v priročniku tudi kar en daljši komentar, ki skuša malo pregledati, zakaj ta razlika med prvimi leti in zdaj zadnja leta, ko število hrušk kar narašča. Ko včasih smo že opozorjeni in rečejo, vaša komisija je ratala že kar popustljiva in zato imate čedalje več hrušk. Ampak v tem komentarju skušam razmišljati drugačne, da to je vendarle posledica enega dobrega sodelovanja med vsemi tistimi, ki se ukvarjajo s knjigo za mladino, od raznih ustanov, založb, avtorjev, ljubiteljev knjige. In je to posledica, ali pa vsaj tudi zelo posledica tega, da vsako leto je malo več hrušk. Ko že govorimo o posledicah, to pa ni več v priročniku, ampak vseeno bi rad končal predstavitev novega priročnika s posledicami, ki jih povzroča ta priročnik. Zagotovo je dobrodošla ta, da je vsako leto več založb sodeluje je vključenih v ta nabor tistih, ki so prejeli zlato hruško. Zdaj jih je že, kot vidite, 33 založb je že vsaj 5-krat dobilo zlato hruško. Vseh je pa do danes že 87 založb, ki so prejele zlato hruško. Tako da je to tudi vsaj nam eno veliko veselje in potrditev, da tisto prizadevanje, da bi skupaj nastopali, da bi skupaj delali pri tem, nam je to kar velika potrditev. Ravno tako se to kaže potem tudi v praksi, v raznih sodelovanjih, kot je ali na knjižnem sejmu, če bo karkoli, če bo se stvari obrnile na kakšno srečno plat, bomo tudi letos, bomo videli, če ne pa kako drugače, ali pa recimo v malih siglih celicah, ko tudi
uporabljajo te zlate hruške. Ali pa recimo Kino Balon, ki se je vključil v naš priročnik s seznamom dobrih, najboljših filmov otroških in tudi povzel nekako ta sistem zlatih hrušk s tem balonom najboljših. No in moj namen je bil ta, da zaključim, kako pa smo potem dokončno letos zaključili ta venček sodelovanja, ki je najbolj logičen in dobrodošel. Zato vas na začetku vam je to omenila že predsednica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. Namreč sporazumom med to zvezo in mestno knjižnico Ljubljana smo povzdignili ali pa zlato, se pravi priznanje, zdaj povzdignili na raven stanovskega priznanja vseh knjižničarjev Slovenije, kar je pa v praksi je to bilo praktično zadnja leta že kar čutiti po raznih anketah, je bilo to tudi zelo jasno izraženo, zdaj smo pa to še formalno naredili, kar je fajn. No in seveda rezultat tega so pa te knjige, ki so pred vami, ki so javne zdaj za strokovno javnost, kar vi ste, za vso javnost pa na dan prijaznosti. Zdaj sem pa jaz izčrpal to, kar sem mislil povedati in upam, da sem povedal tako, da ste dobili vtis o novem priročniku. Zdaj pa vabim kolegico Tino, da je na vrsti, da nam predstavi svoj delež tega priročnika. Pozdravljeni še z moje strani. Eden od razlogov, da se mi zdi priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig skupaj s znakom Zlata hruška in pa s priznanjem Zlata hruška tako pomemben je to, da je to eden redkih prostorov, ki res ponujajo tudi mesto za refleksijo poučne knjige. Če ne drugega, je priznanje Zlata hruška še vedno edino priznanje, ki ga imamo pri nas za poučno knjigo. Letos se bo podelilo 4. priznanje za prevedeno poučno knjigo in pa 10. za izvirno poučno knjigo. In mogoče je to en tak primeren trenutek za pogled na to, a res potrebujemo obe priznanji in zakaj pravzaprav potrebujemo eno izpostavitev posebej tako prevedenih kot izvirnih poučnih knjig. Pa mogoče mogoče je najboljši način za premisliti tega vprašanja, če kar pogledamo tiste knjige, ki so bile nagrajene v preteklih letih. Tole so 3 dosedanje prejemnice nagrade, torej priznanja Zlata hruška za prevedeno poučno knjigo. Prva je bila Ta svet je lahko boljši, knjiga, ki se nedvomno ukvarja z globalno tematiko, s tem, kako razumemo gospodarstvo, kako ekonomija in prenos denarja vpliva na naš življenjski svet. Po drugi strani pa ni naključje, da avtor te knjige prihaja iz tiste države Evropske unije, ki jo je gospodarska kriza začetkom leta 2007 najbolj prizadela. Knjiga Ne liži te knjige se nedvomno ukvarja z globalno tematiko, mikrobi so povsod, kar je nekako geslo te knjige. Tisto, kar je posebno na tej knjigi, je ideja. To, kako avtorji povežejo preproste, vendar izjemno estetske, simpatične ilustracije, znanstveno fotografijo izpod mikroskopa, s kratkimi humornimi dialogi in razumljivimi, kratkimi pa vendar res dobro izbranimi informacijami in razlagami. In to je znova knjiga, ki temelji na tej vizualni plati. In to nedvomno drži tudi za knjigo Atlas mitov, ki pa je pravzaprav predstavnica enega tako imenovanega novega trenda. Če se mogoče spomnite,
tisti, ki ste bili v sejmu v Bologni, mislim, da je bilo to leto 2016, takrat so v bistvu te ogromne poučne slikanice pravzaprav kraljevale v Bologni. In tisto leto, ko je Atlas mitov bil nagrajen, so bile med nominirankami za prevedeno poučno knjigo same velike poučne knjige. Potem je pa trajalo še nekaj časa, da se je v bistvu ta trend res pojavil tudi v izvirni slovenski knjigi. In prva taka, ki ima tudi znak Zlata hruška, je pravzaprav Osamosvojitev, kot taka velika poučna knjiga, ki v bistvu s to vizualno podobo tudi potegne bralca v branje. Potem pa, če pogledamo izvirne poučne knjige, pa vidimo, da je med njimi precej knjig, kjer slovenski strokovnjaki pravzaprav svoje znanje prenašajo tako mladi bralcem kot laični publiki na splošno. Od Borisa Novaka do Lučke Gajfeš-Bogataj, Sašota Dolenca, Živedev in tako naprej. Ta prenos znanja je izjemno pomemben, tako za znanost, kot pravzaprav za publiko. Čeprav gre tukaj za neko globalno znanje, je to, kako mladi bralci ali pa bralci na splošno sprejemajo to znanje, nedvomno povezano tudi s tem, kakšno vlogo imajo ti posamezniki v družbi, in po drugi strani ta prikaz znanja, pa čeprav gre za neko globalno znanje, je vedno že povezan tudi z lokalnim kontekstom, z nekimi lokalnimi problemi, ki bralca še bolj potegnejo v branje. Prav ta povezanost z nekim lokalnim kontekstom je v bistvu za izvirno poučno knjigo bistveno pomembna. En tak res dober primer tega so ptičje kvatre. Tukaj imamo v bistvu avtorja, ki opisuje ptiče, njihov habitat, povezovanje med človekom in ptiči v njegovem okolju, ki pa je hkrati bolj ali manj tudi okolje bralcev, ki lahko zdaj pravzaprav po branju knjige samo stopijo ven, knjiga jim je odprla nekako čutila pogled in zdaj lahko sami opazujejo isto. Podobno bi lahko rekli tudi za knjigo Iz lončka v lone. Čeprav gre za priročnik, ki je na nek način se ukvarja s klasičnimi temami, ki jih najdemo tudi v drugih tovrstnih priročnikih, ki se ukvarja z gojenjem rastlin, s kuhanjem, je že samo to, da so tudi same fotografije, originalne fotografije, posnete v tem okolju, da so primeri vzeti iz tega okolja za branje bistveno. Mladi bralec lahko zdaj res sledi tem napotkom, njegovi vremenski pogoji nenazadnje ali pa način življenja so izjemno sorodni pač načinu, ki je prikazan v sami knjigi, in to ga potegne v branje in v bistvu res omogoči, da prenaša te izkušnje, predloge v svoje lastno okolje. Po drugi strani pa knjiga Oblike duha, knjiga, ki res pokaže, zakaj rabimo izvirno poučno knjigo. To je knjiga, ki je napisana za naš jezik in iz našega jezika, knjiga, ki ne bi mogla biti prevedena in ki se je pravzaprav tudi ne da prevesti. Lahko samo sledimo tej dobri ideji in se v drugem jeziku pod hvalnico enega drugega jezika ustvari drugo podobno knjigo. Skratka, to so tisti temeljni razlogi, zakaj res rabimo izvirno poučno knjigo. In če pogledamo, v bistvu vidimo, ko pogledamo te nagrajenke, da na en način vse govorijo o globalnih temah, o našem svetu. Ampak medtem, ko prevedene poučne knjige nam velikokrat odpirajo tudi neke druge perspektive, s katerih boljš razumemo ta svet, ali pa drugače razumemo ta svet. Ali pa prinašajo neke nove trende, ki tako ali drugače potem odmevajo tudi v našem prostoru, pa izvirne poučne knjige res dajo poudarek tudi svetu tik pred našim pragom, ki ga lahko kaj hitro spregledamo, če smo zavarovani samo vase ali pa samo v svet onkraj našega horizonta. Zdaj pa, kaj pa to pomeni za letošnje zlate poučne knjige? 13 jih je letos, takih, ki so res povsem nove, torej kjer ne gre še za prenovljene izdaje. In če pogledamo prevedene poučne knjige, vidimo, da po eni strani spet kraljujejo te velike poučne knjige, ki navdušijo bralca že svojo vizualno podobo, od astronomije za radovedne, pa čebel, pa knjige o čudesih antičnega sveta, Atlasa zgodovine. Po drugi strani imamo dve knjigi, ki, tako kot naprimer Ne liži te knjige, res izhajata iz tega dobrega poznavanja svoje ciljne publike, kjer v bistvu otroka igrajo, upeljeta v spoznavanje tistega sveta, ki ga mogoče
manj hitro opazi, pa je v bistvu zanj bistven. Pri knjigi A v tebi je kostnjak, gre za spoznavanje svojega lastnega telesa, pri knjigi Vse skrivnosti o virusih, pa za viruse, za katere se pa trenutno res zavedamo, kako vplivajo na vse elemente našega sveta. Pri raziskovalcih pa gre pravzaprav za eno tako klasično enciklopedijo, ki odpira tisto temo, ki je mladim bralcem vedno zanimiva, kot je značilno za sodobne, kakovostne poučne knjige, pa pri tem je še posebej pozorna na to, da raziskovalci prihajajo iz različnih časovnih in prostorskih delov, da so predstavljeni tako raziskovalke kot raziskovalci, da predstavljajo različne načine raziskovanja in tako naprej. Če pogledamo zdaj še izvirne poučne knjige, pa vidimo, da gre znova večinoma za teme, ki jih res lahko obdelujejo samo izvirne slovenske poučne knjige. Nedvomno je taka knjiga Osamosvojitev, nedvomno so take nepozabne, ki se ukvarjajo s tistimi nepozabnimi ženskami, ki so utirale pot in oblikovale svet, v katerem živimo. Življenjepise znanih Slovencev predstavljajo tudi znamenitni reformatorji v stripu, predstavljajo tiste reformatorje, ki so izpostavili pravzaprav pisano slovensko besedo. Mala Alma na veliki poti znova prinaša biografijo znane Slovenke. Družinski pojmovnik pa spada v tisto skupino, ki smo jo tudi že omenjali, kjer se znanje slovenskih strokovnjakov predstavi mladi publiki in pa širši laični publiki na splošno. Pri tem pa je eno globalno znanje povezano tudi z lokalnimi primeri, ki jih potem bralci lažje razumejo. Tisto, kar nas je letos res navdušilo, je bila, kot je Vojko že omenil, pravzaprav kakovost poučnih knjig. Ne samo številka. Številka 13 je dobra številka, ampak moram reči, da smo imeli tudi že višje, ampak predvsem res ena taka izvirnost, moč prikaza v vseh teh poučnih knjigah. Jaz moram priznati, da kakšno leto smo se spraševali, katera knjiga od vseh Zlatih hrušk pa mogoče je še toliko boljša, pa da si res zasluži priznanje Zlata hruška. Letos mislim, da je bila ta odločitev kar težka. Ker so res, če pogledamo že samo izvirne poučne knjige, je kar nekaj izmed njih takih, ki so, če ne drugega, na en tak svoj način posvojile nove trende na področju poučnih knjig in jih v bistvu prenešle še na eno tako svojo raven. To, kako osamosvojitev sledi temu, recimo, formi velikih poučnih knjig, sem že izpostavila, ampak en tak primer so na primer tudi nepozabne. Te zbirke knjig, ki prikazujejo življenja žensk, ki so spremenile naš svet, so v bistvu nekakšen trend v svetu že nekaj časa. Začel se je z Good Night Stories for Rebel Girls, ampak če primerjamo nepozabne s sorodnimi tujimi knjigami, moramo reči, da tako na ravni teksta, kot predvsem na ravni ilustracije, gre za knjigo, ki je od vseh drugih, ki jih jaz poznam, bolj kompleksna, bolj poglobljena, bolj estetsko narejena. Skratka, da gre tukaj za en poglobljen premislek prenos pravzaprav tega v slovenski prostor. In to, za kako izjemno letino gre, pravzaprav prikazuje tudi teli podatki. Po mojem hitrem pregledu imamo letos prvič poučne knjige med belimi vranami, in to ne eno, ampak dve poučni knjigi, Nepozabne in pa Rožnate zgodbe, ki so po priročniku za branje kakovostnih mladinskih knjig ocenjene z oceno zelo dobro. Letos je bila prvič podeljen Zlati repec, tudi posebej za mladinsko knjigo, za preveden in pa za izvirni slovenski strip, in nagrado za izvirni slovenski strip so dobili znamenitni. In pa po dolgem času je med nominirankami za nagrado Kristine Brenkove tudi slikanica, ki je poučna slikanica, torej Osamosvojitev. Še en zanimiv podatek se mi zdi, ki pokaže na to, kako te poučne knjige, izvirne poučne knjige iz letošnje bere res široko nagovarjajo bralce, je tudi to, kako so knjige pravzaprav zaživele že izven svojih okvirov. Reformatorji stripu so na nek način zaživeli tudi na odru, z reformatorji na odru. Mala Alma na veliki poti si nadaljevala v kratek animirani film, Družinski pojmovnik.
je pa se na nek način predstavil tudi na razstavi vseh ilustracij s pojmovnikom Izarja Lunačka. Skratka, res gre za eno tako letino poučnih knjig, ki so nagovorile bralce, zaživele v prostoru in kjer se res vidi, kako so avtorji zagnano pravzaprav poskušali se obrniti bralcem in predstaviti svojo temo. Skratka, letošnje leto je bilo na nek način tudi na področju poučnih knjig posebno in jaz upam, da bo čim več takih let, ko se bo čim težje odločiti za to, katera od knjig z znakom Zlata hruška si zasluži tudi priznanje Zlata hruška na področju poučnih knjig, pa ne zato, ker bi bila letina tako majhna, ampak zato, ker bo pač res toliko močnih kandidatov, kot jih je bilo letos. Hvala. Hvala, Tina, super. Zdaj pa vabim še kolegico Alenko, da nam predstavi še svoj del priročnika. Dobar dan, res je lepo, da se v živo spet vidimo. Darja me je povabila k pisanju članka za priročnik v sklopu leta, ki praznujemo obletnico rojstva Kristine Brenkove, 110. obletnico. Vsi ste seznanjeni z zbrano uspokojevalno akcijo, ki jo je MKL pripravil. To leto se počasi zaključuje se pa na mojo veliko srečo in zdaj se že veselo tiska nekje na Slovaškem. Namreč ta trenutek se založniki spoprijemamo z velikim pomanjkanjem papirja, to vsi, ki malo smo noter vpleteni. Zdaj je v teh časih ta papir zelo težko dobiti in potem, če hočeš imeti knjigo v enem razumnem roku, če hočeš imeti kak poseben papir, potem se moraš znajti, kakor se moraš znajti, skratka. Ta knjiga, ki obeležuje nekako delo Kristine Brenkove, zdaj prihaja in nekako se je zdelo Darji, da bi bila pa to dobra priložnost, da ste vi tisti prvi, ki boste dobili vpogled v to, kakšna je, kaj boste našli v njej in da boste tako, ko mi čakali, kako mi čakamo mi, ki smo jo do zdaj delali. Skratka, tole je naslovnica, to je podoba Kristine Brenkove, kakor si jo je predstavljala Ana Zavadlav. Ta portret je bil najprej objavljen v knjigi Nepozabne. Hvala, Tina, tukaj je lepo slišati take lepe besede v tej knjigi, no, ker smo jo tudi z eno veliko ljubeznijo delali. In že takoj, ko sem jaz to podobo videla, sem vedela, da je to tudi naslovnica albuma o Kristini Brenkovi. Zdaj, zakaj sem to vedela? Ta knjiga je nastajala pravzaprav celih 10 let. Pred dobrimi 10 leti smo se na uredništvu dobili Darja Lavrenčič-Vrabec. Ne vem, da si bila ti tudi takrat zraven, ne, Ana. Marjana Kobe, Andrej Ilc in jaz, ki so urednika te knjige, in se nam je zdelo, da bomo do 100. obletnice spravili skozi cel ta album o Kristini. Album, ki naj bi Kristino predstavil kot urednico, kot ustvarjalko, pisateljico, kot človeka. No, seveda se to ni moglo zgoditi, zaradi tega, ker če vam povem podatek, da je v Nuku njena zapuščina pravzaprav ena največjih zapuščin, kar so shranjene v Nuku, je pol tudi jasno, da že sam iz tega podatka je jasno, da to pač ni šlo. Zdaj, sporadično smo se vračali v tej knjigi in letos nekako se je pa zdelo, da res mora biti to ta korona, ki jo damo na glavo in da je konc. Da se poklonimo tej naši pomembni ženski, v kateri pa vam podrobno ni treba razlagati, kdo je bila na srečo. Vsekakor je Kristina nekdo, s katerim se sreča vsak od nas, prav vsak, ko tukaj sedi, vsaka družina, s tem, ko prime v roko klasično slikanico, ki jo je ustvarila ona. Zdaj pa, da ne bom preveč naokrog govorila, bom odprla tale PDF, ki zdaj upam, da lepo veselo se tam vrti na tiskarskih strojih. Čakajte, takole.
Zdaj žal se to... Aha, tako, pa bo šlo. Knjiga bo išla v zbirki album, v kateri izhaja tudi knjige drugih pomembnih književnikov in književnic. Zadnja knjiga, ki je šla v tej zbirki, je bila knjiga o Francetu Bevku. Ko smo začeli knjigo delati, je bila ena velika sreča. Se pravi, pred 10 leti sta Landbrink in Klasbrink v NUK dostavila gradivo Zapuščino Kristine Brenkove in takrat ste tam delali dve zelo fajn punci, Manca Ratkovič in Maša Kodrič, ki sta z veliko ljubeznijo to zapuščino urejali. Jaz in Andrej sva se sploh z Mašo velikokrat srečevala, prskala po tem ogromnem gradivu, ki se je tam nabralo. Ko smo zastavili koncept knjige, smo si nekako rekli, hočemo Kristino predstaviti kot urednico, hočemo Kristino predstaviti kot avtorico, želimo dati možnost tudi njenim sodobnikom, da o njej spregovorijo in poskušamo objaviti čim več gradiva, ki je bilo še neobjavljeno, čim več fotografij, dokumentov in tako smo tudi potem že v tem prvem letu veliko tega naredili. No, knjiga se začne takole. V Zapuščini doma, Landbrink je, ko smo že knjigo tako, ko smo bili že čist na koncu, on še tako nosil stvari, recimo en mesec, preden smo zaključili že čist scen, je prinesel tale portret Jožeta Cjuhe, Kristine Brenkove. Ko malo brskaš po tej Zapuščini, vidiš, da je zelo veliko Kristino imelo zelo radih. Zelo veliko ustvarjalcev je imelo jo še posebej radih. In zelo veliko likovnikov, ki je z njo sodelovalo in ustvarilo tudi kar nekaj portretov, za tega smo se potem odločili, da ga damo v knjigo. Na začetku je eno tako podrobno kazalo, kjer hitro vstopite v knjigo. Začnemo pa z enim od njenih zapisov, ki jih je v njeni Zapuščini cel kup. Tam so škatle in škatle listkov, drobnih, kamor si je ona zapisovala vse živo. Nekom se je pogovarjala po telefonu, pa si je zraven zapisovala, ne vem, na nek članek, ki ga je ravno kar pisala za neko revijo, dobiš zraven še cel kup drugih zapiskov, kam bo šla v trgovino, s kom se bo dobila, o katerem filmu je govorila, katero predstavo mora pogledati, katero knjigo prebrati, katero muziko poslušati. Skratka, iz teh listkov in lističev smo jih nekaj posejali po knjigi in eden izmed njih je ta. Hojo za bralci poznate njeno knjigo, v kateri se sprehaja skozi svoje spomine na to, kako je hodila z bralno značko okoli po Sloveniji in tukaj je napisala eno tako pesem, ki jo boste lahko prebrali. Uvodno besedilo je napisal Peter Svetina. Peter Svetina se v svojem besedilu sprašuje, kdo je Kristina bila. Namreč iz vseh teh namigov, ki so posejani po knjigi, ni čisto jasno, kdo je bila. In poskuša ugotoviti, kaj se skriva za to njeno podobo. Ne bom vam zdaj izdajala, kar to je, ker vam privoščim branje tega sočnega teksta. Petra poznate, veste, da zna to zelo fino narediti. Tukaj je rojstna hiša Kristine Brenkove, zelo so mehne, tele punce tlele, tukaj je Kristina s svojimi sestrami. Ko je oblikovalka Sanja Janša sestavljala to knjigo, namreč ona je tudi tesno sodelovala pri konceptu knjige, je nekako šla čez to, da je rekla, ok, imamo gradivo, ki je zelo dobro, imamo pa gradivo, ki ni tako zelo dobro in si rečemo, da je to grunge oblikovanje. Jaz sem otrok grunge in se ne bomo sekirali, če je kakšna slika ni tako dobro spucana in če je kakšna naslovnica, pri kakšni naslovnici ni odstranjen listek, se pravi ta koda knjižnična ali kakšna taka stvar. Skratka, knjiga je nekako lepa, kot boste videli tudi, pa je ta lepota, ima včasih robove, ki pa jo naredijo potem še lepšo. Uvajamo knjigo s kratko biografijo. Tukaj nam je uspelo dobiti kar zanimive dokumente iz Kristininega otroštva, iz Kristinine mladosti, časa njenega šolanja. Predvsem, ko smo te slike dajali na kup fotografije, smo vsi vzdihovali zraven, kako lepa ženska je Kristina bila vse življenje in kako je ta njena navidezna krhkost pravzaprav nekaj, kar ni bilo čist res.
pač ta lepota in krhkost je samo navidezna, zadnje je velika, velika moč. Skratka, spoznamo njeno družino, vidimo jo na srečevanjih z avtorji, z avtoricami, s kolegi, kolegicami, popeljamo se nekako čez njeno življenje. Potem pa pridemo v en del knjige, ki se meni zdi zelo pomemben. Zgodovina Kristine Brenkove, se pravi, pregled njenega dela je tudi pregled nekako zgodovine založbe Mladinska knjiga. Kristina Brenkova je bila ena izmed ustanoviteljic založbe, bila je prav na prvem sestanku in s njo je tesno povezan tudi razvoj mladinske književnosti. Ta članek je napisal Andrej Ilc in mogoče je mogla ta knjiga čakati na njega, zaradi tega, ker je pač on rabil malo več časa, da se je odločil, da to napiše. V tem članku v bistvu on zelo jasno pokaže, kako je Kristina premišljeno, trmasto zastavlja temelje založništva za otroke, temelje slikanice in kako se je načrtno povezovala s strokovnjaki in strokovnjakinjami v tujini in razvijala področje slovenske slikanice. Kot je ona rekla, je bilo to področje prej zaplevljena njiva. Ko pa je ona začela ustvarjati ta svoj uredniški koncept, kako naj bi slikanica se razvijala in pri nas živela, vemo, da je k sodelovanju vabila avtorje, vemo, da je vabila k sodelovanju najboljše slikarje in slikarke in to z jasno mislijo, da želi prespraviti slovensko slikanico na tak nivo, da bo lahko šla tudi v svet. In pomenljiv podatek je, da prav za časa njenega najbolj plodnega uredniškega dela je pravzaprav išlo v tujini, se pravi, če je ona delala tam okrog 20 let na založbi, malo več, potem ustvarila vse iz nič in nekako tam od zadnjih 10 letih je išlo 300 tujejezičnih slikanic slovenskih v tujini. To je izjemen uspeh, sploh za tiste čase, ko ni bilo interneta pa takih možnosti povezovanja. Vsa to ozadje tega dogajanja izvete, lahko preberete v tem delu. Bi pa vsem prebrala en citat Andreja Ilca, ki je o tem napisal. Njen edinstveni uredniški projekt, se pravi projekt Kristine Brenkove, ki je v tem besedilu zgolj skiciran in še zdaleč ni popisan v vseh podrobnostih, je, ne glede na spol, z menjevanjem časa uvršal vse više v zaslužni hierarhiji tega po svoje nenavadnega, a hkrati nadvse odgovornega in tudi privilegirano lepega poklica. Zdaj v teh časih, ki jih imamo pred sabo, ki so za nami, no pa ki še zmeraj živimo, je tudi nam na založbi, predvsem urednikom, bilo zelo v teh obrati te Kristinine zapise, brskati po dokumentaciji, ker se pač potrjuje, da se srečujemo z enakimi težavami, da nič ni novo, da je vse že od nekdaj in nekako po eni strani ti to daje moč, da delaš naprej, po drugi strani si pa malo jezen, ker to bi se pa zdaj že lahko malo uredili. Skratka, to je ta članek, no tukaj je tudi ena zanimiva fotografija, kako Kristina Brenkova žuga svojemu nasledniku, to je Andrej Ilc, mu ne žuga, nekaj mu razlagati, kako je pa čez ona znala. Sledi pa en del, ki je posvečen njenemu uredniškemu delu, napisal ga je Niko Grafenauer. Niko Grafenauer je prevzel urednikovanje Kristine Brenkove in tukaj noter piše o zbirkah Čebelica, Zlata ptica, Velika slikanica, skratka vseh zbirkah, ki jih je ona zasnovala za nas in nekaj tudi pokaže na ta njen uredniški načrt, zelo jasno ga razdela. Tukaj najdemo tudi zanimive dokumente, kako si je ona, ko boste to pogledali, je tako zelo zanimivo, kam si je ona pisala te svoje načrte in kako je to, kako izgleda to načrtovanje tega programa, ki se danes zdi tako, no, nekako tako veličasten in je veličasten, ampak potem pa vidiš, kako pač so te stvari nastajale. Sej ne, da je danes kaj drugač, vsaj kakšen urednik je tlele, pa je dosti podobno. Ves čas so v knjigi objavljene tudi naslovnice knjig, ki jih je Kristina uredila. Najbolj sočen del knjige
se pa meni zdi tale in sicer spomini na Kristino. Tukaj več avtoric in različnih ljudi se spominja Kristine take, kakršne je bila. In tukaj zajemo veliko takih sočnih, zabavnih podrobnosti. Malenka Stupica, recimo, tukaj sta skupaj s Kristino pred njeno hišo, tukaj zraven je praprot in ko sta si oni dve pisali ali pa se klicali, je vedno rekla: Kristina, pa pozdravi mi moj praprot pred Marlenkino hišo. Zdajmo tudi recimo, da ste imeli Kristina Brenkova in Ančka Gošnji Godzec skupno najljubše drevo na Komni, kamor ste radi zahajali. Objavljene so fotografije z različnih dogodkov skupaj z avtorcami. Marjanca Jemec Božič piše o tem, kako nikoli ni mogla pogrutati, kaj je zdaj za temi prijazno in zbrano gospo, s katero ona govori, ki sedi zadnji za kupi knjig. In pravzaprav so ta besedila vsa poklon Kristini Brenkovi kot človeku, kot urednici, kot strokovnjakinji, kot avtorici. Tukaj recimo Svetlana Makarovič piše o tem, kako jo je Kristina Brenkova prva ukrotila in tudi Kristina Brenkova je zaslužna za to, da je Svetlana potem le prišla do prvih objav in tudi izjemno kakovostnih ilustracij svojih knjig. Anja Štefan piše o srečevanjih, ta tekst je zelo tako lep in daje na tako upanje, poboža. Potem vse tudi prepleteno s fotografijami iz preteklosti, kjer je Kristina Brenkova tudi s svojimi kolegi, ta se mi zdi še prav posebej zanimiva, nikjer ni bila objavljena, našli smo jo vnuku in tukaj gor so od pisatelji od Bevka, Branke Jurca, Toneta Seliškarja, Ele Peroci, Kristine Brenkove. Marjana Kobe piše o Kristini Brenkovi tukaj v tem delu, o tej njeni svetovljanskosti, o tem, kako se je ona znašla vse povsod. Noter je fotografija Tove Jansson, ki je bila v Ljubljani na kongresu IBI, ki ga je soorganizirala Mladinska knjiga. Martina Šircelj piše o svoji srečevanji z njo in Jože Zupan. Pa še Irina Matko-Lukan, ki danes ureja knjige za otroke, je tudi dodala svoj drobec. Tukaj pa v bistvu pridemo na res najbolj sočen del knjige o Kristini, pomemben del knjige o Kristini Brenkovi, namreč Andrej se je zelo poglobil v korespondenco z avtorji in mislim, da mu je to dalo krila, da bo iz tega še nastala kakšna knjiga. Namreč Kristina se je dopisovala z najrazličnejšimi ljudmi in tega dopisovanja je ogromno. To so kupi in kupi pisem. Neverjetno je, kdo vse je pisal, pač eno so avtorji, s katerimi je sodelovali v tem uredniškem delu, druge so ljudje, ki so jo pisali samo zato, da so ji povedali, kako cenijo njeno delo, kako jo imajo radi, tako na primer Andrej Hink v zelo lepem pismu, ki ga je napisal v imenu svoje družine in svojih otrok. Dopisovala si je s pomembnimi ljudmi iz področja mladinskega in otroškega leposlovja iz cele Evrope. Skratka, v teh pismih se nekako kaže Kristina po tej čist človeški plati, recimo zelo dobri prijateljici sta bili z Elo Peroci in z Lidijo Ostrc, z Malenko Stupica in to se iz teh pisem tudi zelo jasno čuti. Potem med temi pismi najdemo tudi kakšna pritoževanja, ki so tudi v današnjem času jasna, ampak ta pritoževanja niso zaradi Kristine, ampak zaradi drugih reči. Skratka, noter najdemo pisma od Lojzeta Podreke do Leopolda Suhodolčana, ki se pritožuje, zakaj Kristina ne objavi nekega besedila. Potem Bogomirja Magajne, Melite Volk, Ele Peroci, Lojzeta Zupaca. Skratka, en tak zanimiv nabor pisem, v kateri se zrcali tisti čas, ko je Kristina bila urednica in ki tudi zrcali nekako ozadja nastajanja knjig, ozadja težav, ki jih je Kristina imela, pa tudi njenih teh osebnih veselj, tudi tega je velike radosti. Ta del je kar obsežen, sledi pa besedilo, lepo je tudi gledati različne pisave,
Sledi pa besedilo Marjane Kobe, ki se pa posveti Kristininem avtorskemu delu, gre skozi cel njen ustvarjalni opus in potem knjigo zaključimo z enim daljšim besedilom, takim zelo kot en manifest, zakaj pišem za otroke, Kristina Brenkova ga je napisala, in gremo na izbor leposlovja za otroke in nekaterih neobjavljenih del, ki so shranjeni v rokopisni zbirki Nuk, in predvsem so to dela za odrasle. Noter je ena krasna, kratka zgodba, stopnišče je naslov, in se v bistvu vprašaš, kaj bi bilo, in se vprašaš, zakaj do izida te knjige nikoli ni prišlo, knjige kratkih zgodb, in si tudi mogoče bo še kdaj treba to nekako to opraviti. Knjigo se zaključi z bibliografijo Janje Jazbec in Katje Jevc, vaših kolegic tukaj. Natančna bibliografija, ki nekako zaobjame vso delo Kristine Brenkove. Zdaj, kar je pa tist, kar je bilo pa tako zelo zabavno delati in iz česa smo nekako štartali to knjigo, je pa, Kristina je svoje mnenje izražala milo, ampak odločno in jasno. No in v tej knjigi in pol v kasnejših letih, ko se je tudi malo rešila tega ogromnega dela, namreč ona je res delala od jutra do večera, ogromno je ustvarjala v teh 20 letih urednikovanja, potem pa še v času, ko je sama ustvarjala in še nekaj delala tudi z Nikom Grafenauerjem. Bila je izjemno delovna in neutrudna pravzaprav. In potem, ko je imela malo več časa, se je to tudi poznala, če ste kdaj prebrali kakšen intervju v teh starejših letih, pride ven tudi ta njena navihana narava. In kar je bilo zelo zabavno početi, in jaz mislim, da je bilo to Kristini zelo všeč, je bilo to, da smo z različnih koncev nabrali citate, misli, stavke, ki jih je izrekla, in te misli so posejane po celi knjigi. In Kristina včasih tako kakšno zašpiči svoje misli, pač oblikovalka je to umeščala pač glede na vsebino, glede na kontekst, glede na občutek, v katerem smo, ko beremo knjigo. In Kristina se ves čas oglaša in je tako, je rad en tak lušten pogovor med avtorji, ki so sodelovali pri nastajanju te knjige in so bili vsi naklonjeni, po drugi strani pa med njo, ki pač to vse od nekod komentira, se oglaša in je v bistvu to tudi ena taka knjiga Kristininih modrosti. Zdaj, jaz upam, da sem vas zdaj malo namamla, da si boste želeli to knjigo odpreti. Ko smo se pogovarjali, zdaj, ko pač smo knjigo končno dali v tiskarno, ker si lahko predstavljate, kako to je, če imaš v glavi toliko časa, smo si vsi rekli, da v bistvu je to knjiga, ki je za vsakogar. Se pravi, za nekoga, ki ga zanima razvoj založništva, za nekoga, ki ga zanima razvoj otroške književnosti, za vas kot strokovnjake za otroško književnost, tako. Po drugi strani pa je to knjiga, ki je zanimiva čist iz tega, kako se je človek, ki je imel tako velike načrte, znašel v tem svetu, ki pač takrat, ko je ona začela, ni bil naklonjen glih lepoti, umetnosti, ampak je bila morala biti umetnost utilitarna, se pravi, morala biti uporabna in to, kar je počela ona, ni bilo nič uporabno, lepo je premalo, dobro je premalo, mora biti še uporabno. In kako v resnici je vse to, kar je počela, nam vsem lahko za zgled, za navdih in za pravzaprav dokaz tega, da pač je pri kakovosti potrebno vztrajati, da je potrebno se držati enih notranjih, zelo jasnih, estetskih meril in da je treba pri tem misliti na to, da je ustvarjanje knjig pač ena velika odgovornost in da je delo s knjigami tudi nekaj najlepšega, kar lahko počneš. S tem bi zaključila. To bo nekako neka krona
dogajanja, ki ste ga zasnovali pri vas v Pionirski knjižnici, pa ki ga izvajate tudi vi vsi knjižničari, ob 110. obletnici rojstva Kristine Brenkove. In jaz upam, da bo tudi vas navdušil tako, kot pač je nas Kristina, mislim. Hvala lepa, Alenka. Jaz komaj čakam na knjigo. No. Mislim, da bo tudi vam vsem, zdaj, ki čakate, da bo knjiga išla, mislim, na uredništvu, ne? Malo lažje zdaj, ker nas bo toliko ogromno, zdaj, ko bomo prevzeli to nestrpnost, to čakanje. Res fajn. Hvala. S tem smo te dolžnosti upravili, kot smo vam jih napovedali. Če ima kdo še kakšno vprašanje ali kakšno željo, da bi rad kaj povedal ali kaj vprašal, lepo prosim, tudi imate priliko. No, če ne pa, da bom predolgo mudil, da boste šli čim prej priročnik gledati, pa pred. In res hvala vsem, da ste prišli. Hvala pomeni vsem tistim posameznikom, ki bi jih moral po dolžnosti imenovati, pa mi ne bo šlo, ali pa ustanov, ne to pomeni vsem, ne. Res iskrena hvala, da ste prišli in da sodelujete z nami. Fajn bodite, čujete se in srečno.